Tako kot je dr. Šturm povedal v svojem uvodu, je Zbor za republiko že v fazi nominiranja oziroma izbire novega predsednika oziroma članov Komisije za preprečevanje korupcije podal konkretne predloge. Dr. Šturm je že povedal, da žal ti predlogi niso bili upoštevani, se je pa Zbor za republiko seveda opredeljeval tudi oziroma razpravljal tudi o konkretnih predlogih, ki so za našo družbo, za našo nacijo pravzaprav bolj kot to, kdo je predsednik komisije, pomembni, in to pa je seveda v čim večji meri končati s korupcijo v slovenski državi. Zbor za republiko je na podlagi včerajšnjih izjav, ki jih je v medijih dejal notranji minister, z katerih izjav bilo pravzaprav razbrati, da je najpomembnejša tarča ali pa najpomembnejši del boja proti korupciji v slovenski državi, boj proti funkcionarjem, boj proti poslancem, boj proti tistim, ki naj bi vse počez bili korumpirani, za naše vedenje nesprejemljiv. Torej, mi menimo, da niso poslanci, niso funkcionarji tisti, ki bi predstavljali največji problem korupcije v tej državi, ampak so to mreže v ozadjih. Torej, prepričani smo, da gre za strukture, ki javnosti niso vidne, ki tudi formalno v političnem smislu ne odločajo, so pa seveda leglo korupcije v tej državi. Zato se je Zbor za republiko opredelil do predloga in ta predlog podajamo tudi danes na tiskovni konferenci, ki je po naši oceni pravzaprav bistven. Prepričani smo namreč, da bo korupcija v slovenski državi izkoreninjena v največji meri v tistem trenutku in takrat, ko se bo država v popolnosti umaknila iz gospodarstva. Mi smo prepričani, da je korupcija, vse to, kar lahko berete, pravzaprav neposredno povezano z lastništvom države v gospodarskih družbah, in dokler to lastništvo ne bo znano, torej ne bo sprivatizirano, bo še vedno državno, še vedno bomo imeli tam nadzorne svete, ki imajo neke oblastne pristojnosti in nobenih odgovornosti. Če pogledate zadnjih 20 let, lahko ugotovite, da pravzaprav nihče nikoli od teh nadzornih svetov, predstavnikov nadzornih svetov ni odgovarjal. Zato smo prepričani, da je pravzaprav najpomembnejši del boja proti korupciji na strani države, in sicer v smislu tega, kar napovedujemo ali pa država napoveduje že vrsto let, torej umik države iz gospodarstva. To bo tisto, kar bo v največji meri prekinilo korupcijo v naši družbi.